Pozdravljeni. Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Skupaj bomo skušali razumeti, kaj se skriva, zato imenujemo jo afero kompresijskega razmerja. Na samem začetku je treba poudariti, da po mojem vedenju vse izhaja iz članka, ki je bil najprej objavljen na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Potem so ga začeli povzemati drugi in nastala je manjša afera. Sam priznam, da sem se sprva skušal izogniti komentiranja na to temo. Videli bomo v nadaljevanju, zakaj. Ampak, ker je prišla pobuda na moj naslov, bom danes razložil, zakaj sem do takšnih teorij precej skeptičen. A v članku je zapisano, da naj bi pri motorističnem oddelku Mercedesa in pri Red Bull Powertrainsu dosegli, da je kompresijsko razmerje v njihovih motorjih z notranjim izgorevanjem višje od dovoljenega, ko je celotna enota na tisti delovni temperaturi in ne oni so. Med sezono 2025 in 2026 bo prišlo do znižanja najvišjega kompresijskega razmerja iz 18:1 na 16:1. In zakaj je tudi to pomembno, bomo kot običajno videli v nadaljevanju. Konstruktorji, kot so Ferrari, Audi in Honda, so poslali na FIA vprašanje, kaj naj bi napravili s tem, ampak dobili so odgovor, da v pravilniku jasno piše, kako se meri kompresijsko razmerje in da je zadeva takšna, kot je. In tu ni eksplicitno povedano, da je pri Mercedesu ali Red Bull Powertrainsu karkoli narobe. Namreč zavedati se moramo enega bistvenega dejstva. V Formuli 1 velja permisivno načelo interpretacije pravil. Torej, dovoljeno je vse, kar ni eksplicitno prepovedano. In tako pri Mercedesu kot pri Red Bullu na tako imenovani sobni temperaturi je kompresijsko razmerje pravo, torej brez nobenih problemov. Vsaj tako trdijo. Namreč ne smemo pozabiti ene malenkosti. V času objave še nihče ni videl te nove generacije pogonskih sklopov, razen konstruktorjev v lastnih ekipah. In še nobeden izmed teh pogonskih sklopov ni napravil niti enega metra naproti. A ko se je začelo zadeve prevajati in interpretirati, smo lahko prišli do zanimivih zaključkov. Nekateri so celo trdili, da naj bi s to zanko pri Mercedesu in tudi Red Bullu pridobili med 15 in 20 konjskih moči, čeprav ni nobene razlage, kje in kako. A glavno je, kot običajno, govoriti, da gre za neko sleparjenje in začenjajo se nekako ustvarjati neke teorije zarot, ki morda, in ponavljam morda,
sami resničnosti nimajo niti osnov. Treba je povedati, da izvorni članek, tisti na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, govori seveda v pogojniku in je avtor prvi, ki se zaveda, da je lahko vse skupaj nebuloza. In sedaj vam bom predstavil točke, pri katerih sem sam postal skeptičen že pri samem branju. Zato sem bil nekaj dni lepo tiho. In začnimo. Namreč, kaj je sploh kompresijsko razmerje? Kompresijsko razmerje je razmerje med dvema volumnoma. In poenostavljeno povedano, to je razmerje med tistim volumnom, ko je bat v najnižji legi, in onim volumnom, ko je bat v najvišji legi. Torej, lahko si to enostavno predstavljamo tako, da če imamo seveda volumen same izgorevalne komore, recimo temu 2, in je volumen, ki ga ima sam bat, torej njegova površina in tisti hod enak 10, dobimo po tej formuli seveda razmerje 6:1. Torej 12 deljeno z 2 je 6. Če bi zmanjšali volumen izgorevalne komore, torej tistega prostora med samim batom in glavo, ko je bat v najvišji legi, iz 2 na 1, bi dobili seveda čisto drugačno razmerje. In to bi bilo 11:1. In seveda zadeva je jasna. Vkolikor so dobili pri Mercedesu in Red Bullu neko zanko, bi lahko pridobili izjemno mnogo. Ampak treba je povedati, da v glavnem to kompresijsko razmerje pride do izraza predvsem pri izgorevanju. Višje, kot je to kompresijsko razmerje, v bistvu lepše pride do eksplozije in ne gorenja. Če imamo eksplozijo, imamo večjo pretvorbo tiste sile, ki jo lahko dobimo iz goriva, in seveda manjše izgube energije skozi izpušne pline. Poenostavljeno povedano. A tu se moramo malce začeti spraševati. Namreč o tem, kar trdijo viri, naj bi se izgorevalna komora, ko pride na delovno temperaturo, zmanjšala. In to kar občutno. Težava je v tem, da običajno, kolikor se kovine segrejejo, se njihov volumen poveča in ne zmanjša. In tu bi vam rad dal nek osnovnošolski primer, ki nam bo skušal razložiti, zakaj gre. Verjetno marsikdo izmed vas se je že znašel v situaciji, ko enostavno ni bil dovolj močan ali ni imel pravega orodja, da bi odvil vijak, ki je mogoče zarjavel v stari glavi motorja nekega klasičnega avtomobila. In preden bi šli na tisto zadnjo možnost, torej odrezati in povrtati ta izjemno trmast vijak, lahko poizkusimo s tem, da kovino segrejemo, kajti tako se bo razširila tudi luknja in nato lažje odvijamo seveda tisti vijak, ki drugače ni hotel priti ven. Tu bi seveda lahko dejali, da tudi izgorevalna komora v glavi samega motorja, ko se ta segreje, bi se
v teoriji morala malce razširiti. In sedaj, ko slišimo pripombe s strani Ferrarija, Audija in Honde, se moramo zamisliti, da tudi njihove izgorevalne komore na delovni prostornini motorja z notranjim izgorevanjem spremenijo tisti svoj volumen in tu seveda vidimo, da so pravzaprav vsi na isti. Ampak govoril sem o tem, da vsaj po mojem vedenju, in nisem inženir, bi se morala izgorevalna komora povečati in ne zmanjšati. Če se spomnite naše računanje tistega kompresijskega razmerja, je dalo želen rezultat, ko smo komoro iz volumna 2 spustili na volumen 1 in ne obratno. In tu seveda nastanejo že prvi dvomi. Verjetno kdo izmed vas se morda spomni, da včasih se je pridobilo kakšno konjsko moč več iz klasičnega motorja, tako da se je glavo postružilo, jo znižalo in enostavno takrat se je zmanjšal volumen izgorevalne komore. Ampak tu na delovni temperaturi dvomim, da nastane kaj tak, kvečjemu se poveča. A mnogokrat sem v prispevkih omenil nekaj, kar se mi zdi v tem primeru še kako umestno. Če želimo dobiti prave odgovore, moramo najprej postaviti prava vprašanja. In tu pogrešam prav tisto pravo vprašanje. Zakaj so sploh pri FII kompresijsko razmerje iz 18:1 zmanjšali na 16:1? In tu lahko začnemo razmišljati. Že res, da višje, kot je kompresijsko razmerje, večji izkoristek lahko dobimo iz goriva, kar je že v sami osnovi nelogično, namreč v obdobju, ko imamo tako zaželeno varčevanje z gorivom, bi morali stremeti k višjemu kompresijskemu razmerju. Ampak v sezoni 2026 nova sintetična goriva, kjer smo prepričani, da bodo imela tisto pravo število oktanov. Namreč število oktanov nam ne pove moči goriva. Število oktanov nam pove, dokoliko lahko stisnemo gorivo, dokler ne prime do samoeksplozije. Govorim seveda o bencinskih motorjih. Dizel uporablja prav to načelo, da sploh prižge gorivo, a pustimo sedaj to. In tu imamo že neko dejstvo, ki morda govori prav v nasprotju s tistim, kar trdijo razni avti. Torej, FIA je nalašč spustila kompresijsko razmerje, zato da bi ekipam pomagala, da ne bi imeli težav s gorivom. In kdor gre čez tisto mejo, si verjetno lahko tudi ne dela usluh. Ampak še nekaj zanimivega. Govorim o spominu. Nekje tam leta 2009-2010 so pri Nissanu za njihovo znamko Infiniti napravili motor z notranjim izgorevanjem, ki je spreminjal kompresijsko razmerje. Namreč na patu, če se ne motim, so imeli nek mehanizem, ki je spreminjal volumen same izgorevalne komore. A to sedaj važno. Se je kdo izmed vas vprašal, kakšen tip motorja z notranjim izgorevanjem imamo? Imamo mogoče prisilno polnjenega s pomočjo turbokompresorja? Običajno motor z notranjim izgorevanjem, ki ima turbokompresor,
rabi nižje kompresijsko razmerje. Zakaj? Seveda zato, ker v izgorevalno komoro pride zrak in posledično tudi gorivo, ki je tako ali drugače pod višjim tlakom in je višja možnost, da pride do samoužitja. Torej, sedaj se lahko začnemo spraševati, ali je res pametno dvigovati kompresijsko razmerje, kot naj bi to storili pri Mercedesu in Red Bullu. Ne vem. A sam sem kot običajno skeptičen. In tu verjetno bi lahko dejali, da je nekdo sprožil vprašanje le zato, da bi lahko sam dobil kakšne odgovore. Na primer, govorilo se je, da pri Ferrariju bi lahko imeli glavo motorja z notranjim izgorevanjem jekleno in običajno jeklo ima drugačne termične lastnosti od aluminija. Na visokih temperaturah se bolj razteza. A to je le moja pripomba, ki nima absolutno nobenih osnov. Tako kot je tudi članek na italijanski verziji Motosporta tisti, ki se že v prvem stavku sprašuje, ali gre za pogruntavščino ali za nebulozo. In to je tisti del, ki so ga mnogi prepisovalci, prevajalci in ne vem še kaj, enostavno spustili. Res, v Formuli 1 imamo najboljše inženirje, ampak kaj pa kdaj tudi srednješolska fizika lahko da presenetljive odgovore. A upam, da sem vsaj pojasnil moj pogled na to zadevo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.